Živijo ekipa. Jaz si nisem mogel kaj, da ne bi dokončal tega, kar sem zjutraj začel. Vse po eni strani je res toliko vsebine, da je enostavno pol ure premalo, da človek pride nekje do nekega zaključka, kaj vse je. Mislim, zaključka sploh ni, pa ga najbrž še en cajt ne bo. Najbolj bistveno, kar sem hotel še dodati, je to, da je polna luna danes. Tisti, ki imate kristale, jih boste dali čistiti, tisti, ki pa vas boli briga, boste pa itak vas bo luna nosila. Ne, ziher ima luna tudi svoj vpliv, ne, včeraj je bila že lepa, danes bo pa polna. Te lune nam donašajo dodaten energy, ki ga mi do zdaj nismo zaznavali. Jaz sem večkrat poudaril, tema več nima kontrole, nima več te matrične energetske kontrole. Vi mislite, da imate Wi-Fi, pa da vam enako škoduje, kot do zdaj. Ne, vam manj, zaradi tega, ker imamo suport drugih sil, pa se ne bom spuščal zdaj koga in kaj. Dopoldne sem vam probal pokazati, se pravi v videu IT, probal nakazati, da nismo sami, nismo nikoli sami bili in tudi zdaj je tako. Zdaj, jaz nisem na nobeni taki ladji bil, prebral o tem sem ful, slišal o tem tudi. Ne bom se pravim spotikal, da me ne boste spet, da me ne bi kdo haklal, vendar, če ne boste verjeli, da so, pol jih za vas ni. Zato pač tako funkcionira, kakor vsak zase ve. Jaz sem si tlele par stvari še napisal, ker se mi zdi, da ne razumemo, v čem je catch sistema, ki vam proba, filmskega sistema, scenarija, ki vam proba odprti oči, da boste uočili, da svoboda je najbolj izkoriščena beseda. Ne? Svoboda je v bistvu, tudi sem že omenil, resnica vas bo osvobodila. In svoboda je resnica. In mi smo imeli dve stranki in svobodo in resnica, pa obe so nas nategnile. A imamo. Da Golob dela za strice agende, bi nam najbrž moglo biti že jasno. Tistmu, ki ni, bi lahko ugotovil, da se ne vlada z odloki in da sodišče je reklo, da je neustavno, in če je neustavno, se ne more uzakoniti. In če se oni kljub temu odločijo spisati zakon, ki ne more iti čez ustavno presojo zaradi tega, ker krši stvari, ljudje razpišemo referendum oziroma damo predlog za izpeljavo referenduma in v isti sapi vlada reče, veste kaj, ne boste, bomo mi sprejeli zakon, ki pa pravi, da vi referenduma ne morete narediti. Zdaj, vsaka najmanjši drobec zdrave kmečke pameti bi mogel reči, halo, pa čakaj mal. Ne, in ta pa čakaj mal bi mogel te pripeljati do točke, dost je pa dost. In zdaj, kaj človeku dost, to ne pomeni, da prime kalašnika pa gre na juriš reševati, ker sila ni nikoli rešila negativizma, mar ne, ker negativci imajo manko ljubezni in ga v bistvu onesposobiš v njegovi negativnosti s svojim pozitivizmom, pa tu niso moje besede, jaz jih sam razumem, rad bi, da jih razumemo vsi, ne vem, na nek način, tudi poslušam te ljudi, ki probajo dati spodbudo, nekje v ozadju čutim, dajmo se upreti, dajmo pokazati jim. Sam nisem tega mnenja, jaz pravim, karmo imamo za te stvari. Najbolj bistveno, da se mi zavedamo, pa rečemo, sam mal. Zdaj, ne vem, če ste ujeli, jaz sem v težavo z psičko Lucy, jaz sem kršil zakon, ker sem šel do vode v Žusterni na plažo, kjer je pisalo pes, pa ne. Ampak jaz se v tej, kako se reče, firmi Republika Slovenija ne morem podrejati firmi Varovanje in firmi Občina Koper, ki ima za svoje podpornike pa firmo Policija d.o.o. In če se jaz tega zavedam, je kompleten vsak stavek
adijo mimo in se mene ne prime. In se me ne more. Jaz sem bil pripravljen se tudi s policaji zahaklati, ampak smo prej se odpeljali, ne vede, da bodo jih res poklicali policaje, ker se mi zdela tako bizarna, da je recimo res varnostnik začel delati nemer, ker pač mene že prej dvignila situacija, da ni vode, na plaži zapit, avtopralnice pa delajo, nešto meni hudo smrdi, ma že ful časa. Jaz zdaj samo te stvari opazim. Da bi pa vsak Slovenec to opazil, pa zdaj ta film prebujenja gre do teh točk skrajnosti, kjer proba ustrahovanje pripeljati do skrajne točke, ki reče tudi suženj, zdaj pa dost, zdaj pa na življenje ali pa smrt. Ne, in smrti ne bo. Smrti kot take vas ne bo srečala, ker imamo vse preveč podpore. Omenil sem že, da iz tega planeta bodo žal ljudje tudi šli. Mislim, žal. Zdaj tako je, morajo iti zaradi tega, ker so v bistvu naši sovražniki. Pa nismo mi vedeli. Oni so pa vedeli, da smo mi tarče. In zdaj zamera gor, zamera dol, karmični dolg te bo popeljal do tja. Največkrat so ti ljudje v večini primerov že pocepljeni, a ne? Zdaj tisti, ki se je cepil enkrat, bodemo tako začeti, cepljenim se duša oddaljuje od biti. In zdaj tisti, ki se je enkrat šutnil, še ni čist odplaval. Tisti, ki se je pa trikrat, pa se bo še zdaj še četrtič, je pa on zaključil zgodbo z nami na tem planetu, v tej obliki, v tem času, ker ima tako nalogo, da bo on pokazatelj končnega scenarija pri odpiranju oči. Ker v bistvu veliko ljudi, ki so se cepili prvič, so dejanje obžalujejo in se drugič niso šli. Eni so šli dvakrat, pa so po drugem pogruntali, da se pa na tretjega pa ne bo noben pelil. Eni so pa tekli na tretjega in če sem rekel, četrtega si že vzel, pa tako ono, dej. Oni morajo iti, ker oni so toliko vija vaja, ker narcisi so pač toliko bukavi, da nimajo svojega ZKP-ja, zdrave kmečke pameti, oni nimajo, tako kot nimajo, za moje pojme, nimajo duše, ne? Da so v bistvu neki čustveni invalidi, sem jih tudi poimenoval. Pa sem prej nabral en krasen tekst, zdaj pa mi osnovni tekst fali na začetku, ne. Preden si se rodil, nisi imel iluzije. To smo že rekel, da mi smo živeli v iluziji, na matrici, nekem zlaganem svetu. Nisi imel iluzije, da si v službi zunanjega videza. Vedel si, da si svoboden. Služba zunanjega videza, ne? Kaj bodo rekli sosedje, imam frizurico, kakšno obleko nosim, ne? Identiteta tudi. Jaz sem cestar, jaz sem medicinska sestra, jaz sem pa doktor, ne? In meni ne moreš nič to povedati, ker sem doktor, pa še tebe bom kausal, zato ker vse vem. Ja? To ni prava stvar. Takrat, ko smo se mi rodili, smo vedeli, da smo svobodni. Govorimo o duši. Vendar pa so tukaj na zemlji po kondiciji, ki je bila zabeležena skozi stoletja, oprali možgane, bili usposobljeni in indoktrinirani v sistem prepričanj, da ste v službi zunanjega videza. To vam je zavedno pustilo strah, nezadovoljstvo in jezo. Ker nihče ni popoln in oni so razlagali, da moraš biti popoln in nisi bil popoln in nikoli nismo bili sami sabo res popolnoma zadovoljni. To velja tudi zame. Čist nič ni drugače, ampak jaz sem sam sabo zadovoljen in v bistvu imam sam sebe rad, ker sem sam sebe sprejel takega, kakršen sem. Nisem jaz brez napak, jaz za marsikoga imam milijon napak, za marsikoga pa nobene. Tako da je spet stvar percepcije, kako drugi mene vidijo, ne? Predstava, da imate vi nadzor nad zunanjostjo, povzroča velik kaos v vaših srcih, ker globoko v sebi veste, da ste vi vibracijski element, da vibrirate. Tvoja duša ve, da si
svoboden. Ko se tvoje človeške misli in prepričanja ne strinjajo s tem, kaj ve tvoj duh in božanska resnica, takrat se počutiš nemočnega. Ja? Kadar to, kar delaš v službi, se to ne strinja s tvojim notranjim biti, takrat si ti nemočen. Ko se tvoje človeške misli in prepričanja skladajo s tem, kar vesta tvoja duša in božanska resnica, pa se počutiš odlično. No, nobena strašna filozofija. Načeloma se v tebi dogaja nekakšen mikser, pri katerih temah se strinjaš s svojo dušo, medtem ko se z drugimi ne strinjaš. Mi v življenju potujemo, z enimi stvarmi se strinjamo, z enimi pa ne. Katere bomo vzeli v življenju? Ja, čim več teh, s katerimi se strinjamo, s temi, ki pa ne, nima jih smisla na glavo postavljati, ker ničesar ne moreš spremeniti in nikogar. Tako da najbolj, da se umakneš od tega in greš tja. Se pravi, če ne maraš plesati, tudi zame velja, jaz ne maram plesati, rad pa muziko poslušam. Mislim, zakaj bi se rinil plesati, če pa mi ne paše? Pa nikoli mi ni. Pa nič narobe, jaz muziko govtam čist drugače, kot je vsak plesalc. Naprimer, ko misliš, da nekoga ali nekaj ljubiš, si v čistem dogovoru s svojo dušo, ki vse stvari in bitja vidi kot ljubeča. Biti zaljubljen je odličen občutek. Na kaj se delam? Je odličen občutek ne glede na to, ali ljubiš osebo, košček čokolade ali čudovito rožo. V tistem trenutku čiste, brezpogojne ljubezni si 100% v božanski harmoniji. Počutiš se odlično. Jaz sem 100-krat rekel, imejte se radi, naredite sebi tiste stvari, ki jih imate radi. In kadar vi imate nekaj radi, takrat ste v sozvočju, v harmoniji, v tem, kar vas dela srečne. Ego nas pa dela nesrečne, ker nismo nikoli popolni, ne. Za ego nismo nikoli popolni, nikoli nisi dovolj dober. Če pa že sam rečeš sam sebi, pa okej, sej sem, pol te pa narcisi pokavsajo, da kaj si pa ti tako glasen, zakaj si pa imaš tako čudno frizuro, pa kakšne hlače pa imaš, pa kako si se pa včeraj obnašal, zanj si bil pa čist glasen. Tu narcisi ves čas probajo zbijati vašo samo podobo, zato da ne bi vi pogruntali, kako ste res močni, lepi, takrat, ko ste sprejeti in v harmoniji s svojim biti. Svoja biti je bila pa, lastnosti naše biti je bila pa strani narcisov zmeri zasmehovana, pa nič vredna. Jaz sem rekel, ne bodi ciničen do ljubezni, kajti ljubezen je večna, kakor trava. Ja? In ne igraj ljubezni. So narcisi tudi kralji vsega tega. Pa želel sem vam prebrati še eno stvar, pa sej ni nič narobe, če vam izberem stvari, pa kakšno preberem, ne, tudi kaj, glede na 77 videov nisem nič dosti bral, bom pa zdaj lele, ker se mi zdi tale lepa. Smo v procesu čiščenja, to sem že rekel, detoksikacije in od tega procesa, da se bomo morali spomniti, kdo smo v kontekstu, kaj imamo radi, kje smo živeli, kam smo hodili kamperati, s kakšnim fičotom, kakšno žugovejo župo smo jeli in koliko korenja smo glodali, ko smo bili majhni, ko smo ga samo obhlače obrisali, se spomnite? Tu se išče. Ne pa španski, ker tudi že sonce ni tam tako, že temperature niso tako kot tle in nista kompatibilna španski korenček pa naš korenček. Zdaj te stvari malo imeti. No, in v tem procesu se bomo morali očistiti toksinov raznih. Med drugim pa se bomo morali odnaučiti en kup stvari, predvsem te identitete, ker sem prej rekel, ali ni važno, si ti cestar ali si ti doktor. V vsakem primeru imaš ti identiteto, ki ti je bila narejena in tudi sam sebe identificiraš s tem. In ne odstopaš, če si pač doktor, pol nisi kuhar, ne? Čeprav doma kuhaš, ampak ne daš sebi identitete kuhar. Še manj pa, da bi rekel, jaz sem vse. Jaz sem pač človek, sem vse. Vse tisto, kar imam rad. Nekdo ima rad drugačne stvari od drugega in tako smo mi kompatibilni v eni in isti super zavesti. Že kompliciram, ne? No, ampak čiščenje starega je zdaj zadnji korak. Mi smo v procesu dogodivščin že kar nekaj časa. Ampak zdaj pa je čiščenje v zadnjem koraku. Nobeno posoda se ne more ponovno napolniti, če je že polna.
Še bolje, izpraznite posodo in jo dajte v pečico za reciklažo, nato pa ustvarite novo posodo. Takšno, oblikovano z lastnimi rokami, ustvarjeno z vašo vizijo, skrbjo in ljubeznijo. Ne potrebuješ več posode, ki jo je ustvaril nekdo drug in ti rekel, da jo uporabljaj. Naj tvoja, tle mogoče so te maske, ki pravijo ljudje, da je masko dol, da je ne bo to, kar nisi, ne. Naj tvoja ustvarjalnost teče, naj vaša posoda odraža vas. Si predstavljate, če 4 delamo glineni lonček, pa ga gledamo, kakšen ga bomo naredili, 4 ne bodo enaki, ker je vsak ima svoj odtis. En ga bo naredil v 15 minutah, en bo pa 4 ure, pa še vseh gor narisal, pa ne vem kaj. Naj tvoje življenje, tvoja ljubezen, tvoj dom, služba, naj vsak vidik tvojega življenja odraža radost, ki to si. Ja, mi smo radost. Ta duša je radost, bodi radosten, vesel, zaljubljen. Nisem te besede še uporabljal, ampak je krasna. Ni pomembno, če nisi imel časa ali celo pripravljenosti odkriti, kdo si in zaradi česa poješ pod tušem. Začni zdaj. Ustvari svoje življenje zdaj. Naredi nekaj, karkoli, da danes izražiš svoj biti v svojem življenju, svoj ti. Prav, ful bi rad rekel, mi ljudje pravijo, ja pa kaj ti lahko tle, jaz pa ne morem javno. Pa nisi ti jaz tudi nisem vedel, da bom takole se šel. Ampak si pa drugač, kako, ne vem, sem že rekel, so kuharji, so milijon stvari. Lahko se vrnem nazaj, če komu ne gre. Ti si božja iskra in dobivaš končno obliko. Izrazi svojo moč božanskega stvarnika. Lahko je tako majhna kot 5 minut ob skodelici časa, ob pospravljanju posameznega predala, ali pa tako velika kot raziskovanje alternativne kariere. Ja? Ti si sprememba in ti bodi sprememba. To smo pa že slišali, ne? Če bi rad spremenil svet, spremeni sebe. Ja? To sta 2 taka teksta, ki sem vam jih hotel dati čisto zaradi tega, ker sta precej, vsaj meni, dobra. Razbi posodo. Jaz sem rekel v enem momentu, zradirajte, kar so vam rekli, da ste, kar ste vedeli o obstoju, zemlji, delovanju in vsem. Ker nismo iz opice in virusi ne obstajajo. Zelo zoprna reč, obstajajo virusi, ampak se ne širijo na tak način, kot so nam rekli, vendar so vsi, pravzaprav tudi virusi ne obstajajo, prav sem se mogel pozanimati. Virus ne obstaja, v cepivu pa je nekaj, kar telesu škoduje in ko se telo začne čistiti, takrat rečejo, to je pa virus, a ne, in potrebujete cepivo. In tako nas dela v neskončnem krogu. Norije. Virusov ni, medicina ni dobra, bila nikoli. Še enkrat. Super je tisto, za kar so jo prodajali, da je dobra. Torej kirurgija, pa bom rekel travmatologija, to dvoje mogoče pa res nujno potrebno. Ampak vse ostale stvari pa ne bi bile potrebne, če se medicina že v štartu ne bi pojavila svojo farmacijo. Ker farmacija negira uporabo narave. Torej, oni so človeka odstavili od narave, postavili v disharmonijo in človek se ne more sploh harmonizirati, dokler se popolnoma ne odlepi od sistema in ne uporablja nič, kar sistem pravi, da je dobro. Jaz ne uporabljam tablet, nisem bil pri zdravniku, oboje 30 let plus, zelo malo jem pripravljene hrane, kupujem hrano, kolikor se da pri kmetu, domačo, pravim, kolikor se da, mislim, vsaj nekaj, ne, je bolje kakor nič, ne, jaz zelo veliko domačega. In to je zelo pomembno, da je to tudi iz lokalnega okolja, ne, kako se najde in žminkati. Prav, tako nekako sem ta del hotel reči, pa smo 20 minut, pemtiš, pa sploh še do lista nisem prišel. Ena izmed takih šokantnih stvari je, ker nisem ekonomist, bom težko zdaj vam ponovil, kaj sem slišal, zaključek je pa samo ta.
tega, kar se dogaja v bančništvu, zgodovina človeštva še ni videla. Izgleda tako, kot da bi banke same sebi delale bankrot. Ja, zdaj, če hočete več vedeti, se lahko poglobite, kako se možakar reče, ne vem. Ampak jaz strokovnjak za ekonomijo, sem ga že 3-krat poslušal, je imel par takih dobrih, skratka, banke imajo težave. Zdaj to se odraža v nekih zaprtih bankomatih, praznih bankomatih, na Kitajskem so prepovedali dvig gotovine, na drugi strani po Evropi težijo, da ne moreš več z gotovino plačati, da sem kartice, pa mi vi povedite, kater kmet vzame kartico, a? Pa še kreditno, brez kritja, a? Ne ga srati, dragi moji, to so vse zavaravanja. Mediji vam še zmeraj razlagajo, da je najbolj pomembno kolesarstvo, da ni pomembno, kaj vse se je zrušilo. Jaz sem vam dopoldne probal pokazati, kje so vse požari. Rim gori, črn dim laufa, mediji pravijo, da so pa neke veje žgali. A veste, to je taka balalajka, da je za zabruhati in ni šanse, da tisti, ki vžge televizijo zdaj, je zame res čuden. Da veš, da lažejo, ti pa še poslušaš naprej, da lažejo. In to moš ignor, to ne smeš sploh gledati. Pa sem že prej hotel reči, ta ZNB, pa ta protiustavnost, pa ta referendum. Če temu polagate energijo, boste to skreirali. Jaz osebno smatram, da ne bo potrebe, ker oni zdaj hitijo pred počitnicami, ki ga makajmo. Čez 2 dni gre na počitnice, pa že spet nekaj hitijo sestavljati. Tako sem ujel, pa ne vem, kaj sestavljajo, ker ni šlo. Jaz ne bi temu dajal nobene moči. Moč jaz dajem sebi na dnevni bazi skozi to, kar vam probam razložiti. Veliko vode, bosa noga, mirno vzdušje, mirna glasba. Skinite se z reklam prometnih poročil, nehajte brati in gledati sranje vsakodnevnega mainstreama. Ne se tudi če sledite razne ljudi, nekateri uporabljajo zastraševanje. Pa dejte to, pa dejte uno, pa to morate. Ja, marsikaj bi vi morali, pa niste, pa dejte zdaj. Noben vam ne more ukazati, če vi tega ne čutite. Jaz bi vam rad sem dal, da pejte v sebe, ker pri sebi morate. V miru, z mirom, ljubezen in samozavest in to integriteto in pravzaprav pogruntati, kdo ste. Ja? Zdaj narcisi ne bodo pogruntali, kdo so. Ne? Jaz govorim zdaj pa tistim, ki pa imate ta občutek, ker narcis nima nobenega občutka, za nič. Mogoče je naučen, da kaj je ful dober občutek, drugače pa narcis nima občutka. Še ne ve, ali ga peče, če mu daš feferone ali ne. Ker mene pečejo feferone. To so eni taki pokazatelji. No, dobro, ampak zdaj, če sem rekel ne medijev poslušati, pa kljub samo tudi preko medijev že curljajo stvari, ampak ker sem sam delal v medijih, vam povem eno stvar. Mediji vam pravzaprav morajo povedati vse, ampak tisto, kaj želijo, da vi dobite v čebulo, dajo v prvih 7 minut newsa. Tisto, kar pa želijo, da vi ne slišite, pa še to, kar je v 7 minutah prvih je tako, to tam pompozno, intervju, slike, ovo, čak, kamera, wow, vas pretegne. Tisto, kar je pa po 15 minuti, pa že 90% ljudi več ne gleda, pa še tako naredijo kratki prispevke. Kaj? Tako ja, precej nerazločno. No, ampak kljub temu se je tam pojavilo že, da je pač nek župnik v bordelu zateral, ne, koliko čukal 800 v eni noči, ne. Da, pa ni edini. Ker ta pornografija je kar furala stvari, ne. Ni to brez veze, zaradi tega to najstarejši poklic, ker je odzadaj imel bistveno več kot prodajalke ljubezni, ne. Ženske niso prodajale nobene ljubezni, ker ljubezen se ne kupi in se ne prodaja. Že od tle je v štartu vse narobe. Pa ker smo že glih pri ljubezni, pa pri zavajanju z ljubeznijo, pri nas imamo Cerkniško jezero. Cerkniško jezero je nastalo zaradi legende, ker je fant bil zaljubljen, pa je hotel imeti punco, pa je rekel oče, če bo jezero pol, ja, drugače pa ne boš imel. In je fant šel žalosten čez polje in ga jezerko vidim, pravi jezerko zgas pa žalosten, pa pravi, dej, tle moram vodo narediti, če s čovnom pridem do punce, pol je moja, drugače pa ne. No in jezerko je takrat zamašil luknje in je nastalo jezero in tako je. Sicer se zgodba kasneje žalostno konča, ampak jezerko je kaj? Promotor
ljubezni, se pravi, je dal sebe nekomu zaradi ljubezni med njima, ali je Jezerko prepovedoval ljubezen. Jezerko je iz svoje lastne ljubezni pomagal, ker je razumel, kaj ljubezen je. In Jezerko je za moje pojme v bajkah, ki jih imamo na Cerkniškem, najbolj srčna osebnost. Ja? Imamo pa eno knjigo, ne? Ta narcistični sistem pa je pa dal eno knjigo, tudi če pridete pri nas, lahko se pozanimate, katero knjigo boste dobili. Vam jaz povem, o Jezerku tu dobite knjigo Prepovedana ljubezen. Tako je naslov knjige. Tako da če otrok pogleda platnico, zagleda, ja, prepovedana ljubezen. On ne ve te bajke, ki sem vam jo zdaj jaz povedal. In tako nekako postane prepovedana ljubezen nekaj normalnega, ne? Najslabše prepovedovanje ljubezni in psa peljati na plažo ali pa psa dati v kletko na plaži, ker tudi na špagi ni dovoljeno. Zdaj jaz kot lastnik psa bi se šel rad kopati, pa zdaj bi tudi uredil se z zakonom, da bo v redu. Ne morem. Rabim kletko sabo prinesti, da ga bom dal v zapor med tem, ko se bom jaz kopal. Ne? Mislim, to je prav načrtno lomljenje tam, kjer imamo stvari najrajše. To si kar dajte malo v glavo, boste opazili, da cel svet tako funkcionira. No, recimo, ta se mi zdi tudi lepa. Sem rekel, da sem šel z vlakom na morje, sem tudi 30 let sem se pomlajšal, sem šel v svoj spomin. Tam sem pol tudi dobil inspiracijo za ta video o nostalgiji 1, pa kar nostalgija 2. In mi je bilo blazno všeč to potovanje z vlakom. Vrnil sem se v času nazaj, se mi zdi krasna fora, ker sem zvedel, da je 75% popust. In čakaj, sam malo. Jaz grem gledati, na spletni strani Slovenskih železnic ni upisan ta podatek. Ti še, če spletno kupaš, ga boš polno kupil. Ne? Ampak ta popust je že nekaj časa, pa sem pozabil, od katerega datuma, mislim, da od lanskega leta. Pa še do junija naslednje leto velja ta 75% popust za vikend karto, mislim, da proti obali. Zdaj na informacijah te informacije dobite, če pokličete, pa na vlaku vam obračunajo popust. Če pa vi prej kupite, pa ne. Pa plačate polno, pa kaj jih briga, pa koliko si kupil, ne? In zdaj Slovenske železnice, kaj so, privat ali so državne firme? Slovenske, najbrž so slovenske, ali kako, ali so Janezove, ali so Orbanove, ali čigave so zdaj te železnice, so slovenske ali so Orbanove? Ja, valjda so državne. Vsaj koliko? 49 ali 51%? No, skratka, kaj če me reči? Država financira, veste, vam cenejšo vozovnico. Država da Slovenskim železnicam razliko. To je kot da bi Mercator sam sebi dal popust. Ne? Ali kako? Mislim, ne razumem čist. Pa dajte mi probati vi razložiti, če me fora. Ok, sej vem, nekje smo jo prodali nekje. Torej gre v bistvu država časti unmu, ko smo jim prodali. Še slabš. Ampak da nam probajo razložiti, da država časti Slovenskim železnicam. Država časti potnikom, da uporabljajo Slovenske železnice. Pa malo pa nazaj po spominu se spomnite, kdo je te železnice postavil. Ali so bili tu bagri, ali so bili tu privatniki, ki zdaj tu ružijo. Kljub temu, da imamo državne bagre, to privatniki podelajo, ne? Ker spet dinarčki se prevalijo. Ali so to naši predniki nekako na roke v nekih brigadah tolkli, ne? A ni bilo to tako? Karte pa zdaj mi plačujemo, zdaj pa država ful dobra. Dajte razmišljati, da so stvari naše že v štartu. Isto velja za Žusterno, ki je bila naša, dokler ni nekdo postavil ograje. Tako, ki je bila reka Kolpa naša, dokler ni postala tam ograja. Te ograje so tam iz enega razloga, da kršijo tudi en zakon o vodah, a ne? Da mora biti dovoljen dostop do celinskih voda in do morja vsem živim bitjem. Pa je temu tako? Ne, ni. Ker nič ni tako, kot mora biti. In zdaj, če vi se boste pregovarjali s sistemom, pa ne bomo prišli. Najbolj bistveno je, da ga ignorirate na tistih točkah, ki vam ga grize. In to ne pomeni, da morate zdaj pa spustiti vse pa reči, zdaj pa sem jaz hobit in se tega ne grem več. Glih sem ujel eno objavo prejle, da kako zdaj pa prebujeni pa nič, zdaj pa ni res.
Ko se boste nabildali noter, se pojavi, ko boste vi pogledali, kdo ste vi. Vi. Da ste vi rajš špek, kakor računovodkinja. Da ste vi rajš vzgojiteljica, kakor bančni uslužbenec. Takrat boste vi skontali, v čem je catch. Da ni bistveno, da imate 1200 evrov plače neto, kar je še super, če pa to bruto, je pa bolj žalostna zgodba, boste rekli, ni problema, tudi 2 meseca džabe, pol pa sam po 200 evrov, sam da speljem, jaz hočem tole. Men verjam, da tudi Freddie Mercury ni bil ta prvi njegov komad I want to break free. Ne? Ja? Mislim, z malega raste veliko. Mi zmeri smo nekako bili naučeni na veliko žlico. Tle so narcisi dobili zmeri push up, oni so štartali s 43 štenge in so se te prežali, kako ti ne rata, ne. Ne bom šel kaj noter. Ja, zdaj pa Slovenske železnice sem, Svoboda pa resnica sem, zloraba besede svoboda, svoboda je resnica, resnica ni svoboda, oboje stranke sta se izkazale kot prodane, ja. Pa takih false prophets, Stevanovič recimo je bil false prophets, on se je začel promovirati, kot da je nekako na strani, da bo ponosni zmagovalec revolucije, ki se dogaja in da se bo izkazalo, da je on na pravi strani. Hotel vas je zapeljati na napačno stran. In temu se reče false prophets. Kako se reče v slovenščini? Skrivaški razlagalec resnice, no, da sem prav. Prophet, glasnik, prinašalec luči, ja. On je hotel biti svetilnik, pa vas narobe odpeljati. Tako kot zgodba o Cekenškem jezeru, ki se je končala pač tako, da je foter lučko postavil nad požiralnik in je fant žalostno umrl. In takih lažnivih oziroma zavajajočih je še kar nekaj. Ja? Jaz še enkrat teh video vsebin od drugih ne spremljam dosti, ni to moj format je branje. Pazite, komu sledite. Dal sem vam namig, ne širjenje strahu, pa da ste po videu, ki ga gledate, majčkeno bolj nervozni, kot ste bili prej, ni prava stvar. Čisto toliko. Sicer pa sledite, komurčite, pa ne boste rekli, da vas nisem opozoril. Prej sem rekel, da je revolucija se dogaja, bolj evolucija, kakor revolucija, ampak nekje tudi mene je dvignila, bom rekel, informacija. Bodi del zgodovine. Pazi, da boš na pravi strani zgodovine. Ko se bo zgodovina zapisala, da boš ti tisti, ki boš rekel, jaz sem bil na ta pravi strani. Da ne boste obžalovali pol, ker črni padajo, imate možnost izbere, še vedno. V enem momentu pa ne boste imeli več izbere, pa zdaj le nobenega ne strašim, bolj kaj ne spodbujam, da dejte za Boga milega, iti v sebe in nehati delati, če ste delali narobe. Da boste vi na pravi strani, morate sprejeti trdno odločitev. Za razliko od vojne, recimo druge, kjer so na vrata potrkali ali tebeli ali pa trdeči, ni bilo možnosti izbere, zdaj pa jaz bom šel pa k partizanom, jaz bom šel pa k tebelim. V bistvu noben ni hotel iti v vojno, če smo čisti iskreni, na koncu so bili potegnjeni ven in nobenega ne bo treba nikamor vzeti. Vi imate izbero za razliko od teh fantov, ki so takrat bili odpeljani od doma. Na katero stran se boste dali? Trdna odločitev, da boste na pravi strani. Tisti, ki stopi na pravo stran, dela za dobrobit ljudi in za pravico in za resnico in da se nepravilnosti končajo. Preden se bodo končale, jih moramo prepoznati. Ja? In prepoznavanje vam je zdaj v fačo in tisti, ki pravi, da je virus še vedno nevarnost nekega groznega virusa, pa da bomo jeseni vsi zaprti, pa ne vem kaj. Ja, mogoče pa bomo, ampak zaradi drugih stvari. Le, ko se je video zaciklil, ko stara plošča. Vi niste zaznali, ne, to sem jaz, ko sem tonc, to so malo bolnišnice. Trdno odločitev. Možnost izbere imate, izberite. Dejte, da vas ne bo sram pred mulci, čez leta pa pred vnuki. Ja,
Še eno stvar sem vam hotel povedati, ker sem jo že prej nastavil, da ne uporabljam zdravstvenih uslug, ampak sem zdrav bolj kot marsikdo, ki je redno kontroliran za razne stvari. Jaz sem celo sistematske špricov. Pač ne boste mi gledali, kaj ima je v meni, kaj pa sem, to prepričanje imam že kar nekaj časa. In jaz sem zelo zdrav. Pa zaradi tega, ker sem zdrav, še ne pomeni, da sem zdravnik. Pa bi marsikomu lahko dal bistveno boljšo informacijo kot mnogo zdravnikov. Ne? In prehransko, in stresno, in čakarno, in šamansko bi vam pomagal. In z reikijem, vse sort, pa ne. Pa ne. Pa bi vam rad s tem povedal tudi to, da to je tisto moje del mojega obilja, ker zdravje je človekovo, kaj že, največje, kaj že, bogatstvo, stvarstvo, je zdravje. In kadar so misli, ok, telo temu sledi, ne? Kako je že rekel, zdrav telo v zdravem duhu, zdrav duh v zdravem telesu, tako eno z drugim je. Torej, začne se pri mislih in dajte malo upoštevati kakšen nasvet, predvsem pa umaknite strah in ga zamenjajte s pogumom. Strah je virtualen, ta, o katerem vam razlagajo, je virtualen, ker so si ga izmislili, zato da bi z vami manipulirali in bi vi vse ubogali. In bodo rekli, maske dajte na glavo, in folk, že tako je maska na glavo. A veste, sem rečejo v bolnici, ustavno sodišče pravi maske, ne, pa prideš pa na fuzbal tekmo, pa rečejo maske, ja. Ne? Kdo je zdaj bukal? Ja, pri nas so taka pravila. Pa čak sem malo, zdaj imam pa jaz svoje pravilo. Veš, kakšno je moje pravilo? Ne ubogam tvojega pravila, to je moje prvo pravilo. Pa zdaj, kako pa se bo zmenila? Ja, pa ne moš gor. Ja, karto sem pa dal, ne, plačal karto, kaj pa zdaj? Ja, pa ne bomo vrnili. A ja, mi te bomo pa tožili. Ja, to pa ne morete. Ja, pa lahko. Mislim, pregovarjati se je treba, seveda se je treba, ker noben narcis se ne da zlahka, ampak hočem vam reči generalno vi v glavi. Mislim, jaz sploh na fuzbal tekmo ne bi šel, kamoli, da mi masko hotel kdo gor dati, pa najslabše, ko ljudje ne, ko ne mislijo svojo glavo. Ne. Po drugi strani pa prej, ker sem o železnicah govoril na koncu, ljudje so pač plačali polno karto, pa noben jim ni povedal, da imajo džabe. Ne. Pa ti, mislim, neobveščen si. Zato mogoče doskrat, saj sem tudi sam rekel, dajte se malo pozanimati, dajte malo raziskovati. Po drugi strani pa, če boste odprli oči, ne boste tudi raziskovati rabili. Da veš, odpreš oči, ne rabiš biti ful brihten, ti greš v Žusterno, v Koper, ne, in bi rad pil, pa ni. Odpreš oči, pa rečeš, avtopralnica dela, ja ali ne? Ja. Aha, jebete me, aha. Sem to je zrelo za kazenske ovadbe, a se zastopimo? To je zrelo za kazenske ovadbe. Sam jih ne bomo, zato ker bodo itak gesare tu vse poštimale, ker je tega sranja toliko. Mogoče še ena taka umestna. Ker sem pa ušla mi je. No vem, ušla mi je misel. Ta prehod, ki se odvija, držijo in zaustavljajo, veste kdo? Srečni sužnji. Tisti, ki delajo stvari, ki jih ne bi smeli, govorim recimo, zdaj imamo v mislih unga varnostnika, ki je v nedeljo popoldne, sam najsrečnejši je bil, da je naredil nekaj, kar je daleč od normalnega in zdrave kmečke pameti, deluje po pravilih, ne, ja, po pravilih, čeprav so narobe po pravila ta njihova. In on dobi za to dovolj plače, da se mu to sploh da, da ga ni sram kaj takega početi, ne? Pa on ni edini, on je samo en tak primer takih srečnih sužnjev, ki dobijo dovolj denarja, da delajo stvari narobe, ti ljudje zavirajo proces. Tisti, ki imajo manj, pa ki moramo stiskati, tisti pa v bistvu gonimo stvari naprej. Ja? In dajte se zavedati, da če bi vsem vse vzeli, bi bilo tik tak rešeno. Ampak zdaj to ljudem razlagati ne gre. No. Rekel sem, da živimo lažnivci pa resnico govoreči na istem otoku, na istem planetu.
zmešani med sabo. Torej, ljudje pa narcisi, ljudje z dušo, ljudje s poškodovano, odmaknjeno, uničeno ali prodano dušo. Tako upam, da sem zdaj bil dosti jasen. Ful lep izraz se mi zdi, oni so za nas energetska sidra. Ja? Mi bi radi plavali proti, da bomo zaplavali ali pa, ja? Oni so pa energetska sidra in potrebujejo nas, da jih dvigujemo. In oni so težki in to nas vleče dol. In energetsko sidro, vaš partner, recimo partnerca, je največji primer. Pa imate pa raznih primerov milijon, na vrh so tu predsedniki, pa vlade, ki v bistvu ne funkcionirajo, če ljudje ne sodelujejo. Ne? Levkup Boga gmajne. Grad gori, grof pa beži. Kadar raja reče ne, je ne, njih je mal, nas je dost. In če je ne, sistem ne more živeti. Če je kdo upravnega sveta kaj ustvaril? Ne. Ustvarjamo ljudje. Oni so ustvarili samo zakone, ki praktično samo prepovedujejo svobodo. Bom probal še eno slikco najti. Lucy, naša te mala, kontrola vse povsod. 126 let nazaj ni bilo treba vprašati vlade za zbiranje vode, za ribarjenje, za obdelavo, bom rekel, lastnine oziroma zemlje, za začeti biznis, za narediti hišo, za poroko, za lov, za imeti orožje, za prodajati produkte, za protestiranje in za prodajanje hrane. Za vse to 126 let nazaj ni bilo treba nobenega vprašati. Zdaj ne smete od tega nič. To je ta del, kam smo dovolili, da so nas počasi kuhali kot žabo. In ni problem. Zdaj pa imamo samo dovolj medijev, da se osvestimo. Če ne bi bilo YouTubeu, pa Facebooku, pa ne vem kaj, bi mi še zmeri poslušali televizijo 1, se pravi, bi bili sprogramirani na program 1, ali pa 2, ali pa na pop, ali pa na prepopan, ali si pošportan, ali si šoper, ali si limonadar, ali si Discovery, itak vse narobe. Discovery Channel še zmeraj pravi, da je Darwin car. Ne, vse je narobe. Skratka, ne dovolite te kraje energije, da vam ta energetska sidra, da vas vlečejo preveč dol. Ne dovolite. Ker vsakič, ki vi hočete malo gor, vas sidro potegne dol. Vi se morate fizično odmakniti od nekoga. Ja? Dost je. Rad vas imam ful. Pridni ste ful. Mislim, da to ljudem pomaga. Glede na feedback, ki ga imam, v bistvu imam cel dan, imam posla z odgovori, bolj kot z resnim raziskovanjem, kot sem ga vajen, ampak mi je všeč, da sem komu v pomoč in prav je tako. Dajte pomagati tudi vi po svojih najboljših močeh temu človeštvu, da odpre učke, da se zave, da živimo v svinjariji. To ne pomeni, da zdaj pa boste rekli, ne morem, ker pa moram hoditi v službo. To je najslabši izgovor, ker imate možnost izbere ravno tako kot vsak ostal, kdorkoli drug na zemlji, a ne? Bolj je bistveno, da se vi odločite, boste delali v prid človeštvu ali še vedno proti človeku. Izberite stran zgodovine, na kateri boste stali, zapisani v knjigi. Izbira je vaša, jaz bi vam dal, vse bi vam dal, pa ne gre, tudi tako, vi morate. Vi si morate vzeti, da stvar teče. Da stvar teče skozi vas in bolj, ko bo tekla, več bo tega in ne morate vi zadržati ljubezni. Ljubezni imate več, kot jo več date. Tako nekako. Izberite stran. Še enkrat, pijte vodo, bosa noga, zrak, veter, bodite pozorni, poslušajte pravo muziko. Tlele sem vam jo probal 44 minut, dosti je banda. Dejte uživati, imejte se fajn. Ljubljeni ste, pa odpuščeno vam je tudi že. And kaj je že rekel? The best is yet to come. Kakšen žurbo. Ajde, čau.